Vse je treba deliti v življenju, od veselja do žalosti, od solz do smeha. In zato, dragi prijatelji, dragi kolegi, sodelavke, sodelavci, bivši senani, vse to delim z vami, tudi z neprijatelji, ampak tako je. Novinarji smo se vedno radi družili, se družimo, se še bomo družili. Ne glede na vse. In verjamem, da se bomo tudi dobitniki tega priznanja večkrat srečali kjerkoli, zgoraj mene, da tam ni idej, ni hrepenenja, ni dosežkov, ampak v enem dobrem novinarskem paklu, na levi ali na desni strani tistega kotla. Takrat bom ponosen, da sem z njimi, vam, dragi prijatelji, pa hvala za to čas. Nagrada, ki jo podeljuje stroka oziroma cehovski kolegi, ima verjetno posebno mesto v novinarski karierni poti. Ja, sigurno, ja. To je stroka oziroma novinarji, najbolj poznajo tvoje delo, vejo, kako se profesionalno dela, kako se etično dela, in oni najbolje presodijo tvoje delo. Tako da jaz sem zelo vesel, take nagrade, ki ti jo dajo tvoji kolegi. To je res veliko priznanje. Najbolj fino je, da je to stroka, zato ker sem sama iz strokovnega vidika vedno v dilemi, a je prav, da delamo, kar delamo, ker vendarle so izpostavljeni otroci, čeprav anonimno, čeprav jih zelo čuvamo, in mi je zdaj pač lažje, ko vem, da tudi stroka misli, da je to prav. Predvsem pa mislim, da je prav, da se sliši glas ljudi, ki nikoli sicer ne pride ne do etra, ne do papirja in ne do kamer, da se ve, kako zelo slabo živijo ljudje, ki jim uradno rečemo srednji razred, pa to že zdavne več niso, ki živijo res bedno. In srčno upam, da tudi s tem, ko smo vsi skupaj hodili po robu, tako družine in jaz, ker vsak teden tvegamo, da bodo te ljudje poleg revščine doživeli še stigmatizacijo. K sreči se do zdaj to ni zgodilo, ampak vseeno upam, da bo to en kamenček z enim takim mozaikom, ki nas bo pripeljal tudi do sistemskih sprememb. Ne bom lagal. Ko sem zdel, da bom dobil to nagrado, sem bil izjemno vesel. Nima smisla, da skrivam tega zadovoljstva. Je pa tudi res, da sem istočasno začutil eno tako zadrego, ker vem, da je veliko mladih novinarjev, ki si to nagrado prav tako zasluži. Tako da je ob tem zadovoljstvu tudi nekaj zadrege. Ampak očitno letos se je sreča dotaknila mene in ob tem dotiku zdaj uživam. Za posebne dosežke so marsikdaj potrebni neki posebni dogodki, na katero novinar pač ne more vplivati oziroma lahko jih le razkrije. Žal so večinoma to negativni dogodki. Ali je teh dogodkov pri nas preveč? Odgovarjam s proti vprašanjem. A ni najbolj pozitivna novica lahko, da javnost izve neko nepravilnost v nekem nosilcu moči, ki jo ta skušajo prikriti in ki je dejansko to javnost dejansko stala nekih velikih količin denarja. A ni to dejansko najboljša stvar za družbo, da te stvari pridejo na plano in da potem se te prakse potem tudi prenehajo, da živimo dejansko v boljši družbi. Lahko se pač slepimo, da so pozitivne novice tiste, da je pač sije sonce in je reka čista, ampak če hočemo dejansko družbo premakniti, če želimo živeti v boljšem okolju, v družbi, če želimo više standarde in odgovornost od nosilcev moči, potem pač to zahteva neka razkritja teh nekih praks, ki obstajajo in ki bodo vedno obstajale. In jih bo vedno več, če novinarstvo ne bo pritiskalo nanje in jim gledalo po prste.